Dragi Mile, dobrodošli med nami. Jaz sem se odločil, da bom zaradi pomembnosti trenutka rajši kar bral. Ta slovesni trenutek je najbrž malo nenavaden, saj smo se leta in desetletja družili na popolnoma drugačen način. To so bila nenavadna, skrivnostna in lepa desetletja. Ves ta čas si bil naš pedagog, mentor, svetovalec, psihoanalitik, terapevt, eksperimentator, avanturist, raziskovalec v neznanih gledaliških dimenzijah, bil si naš režiser, tolažnik, vzornik in cinik. Pri Miletu ima tudi cinizem pozitiven predznak. Z neverjetno pozitivno energijo in šarmom si ustvarjal velike predstave, ki so več generacijam slovenskih igralcev omogočile neznansko število izjemnih kreacij. Prepričan sem, da se kolegice in kolegi vseh generacij in seveda tudi zvesta publika zavedamo, da si premikal gore in neizbrisno zaznamoval in oplemenitil slovensko gledališko ustvarjalnost. Zadnje čase me vsi sprašujejo, kako je zdaj, kako se pa zdaj počutiš. Zdaj. Zakaj bi bil kakšen zdaj drugačen od drugega zdaj? Vsak zdaj je zdaj. Vse vendar zdaj živimo, zdaj načrtujemo, zdaj ocenjujemo, zdaj smo srečni, zdaj se veselimo. Veseli smo, ker je Mile med nami, zaželimo mu vse lepo in vse dobro in ga zdaj opomnimo, da je na vprašanje, ali je Kralj Lir vaša zadnja režija, odgovoril: nikoli ne reci nikoli. Tako je prav, Mile, ti sodiš v gledališče in med svoje komedijante. Vse najboljše. Jaz imam navado po premieri, ko se že zastor zapre, ko že igralci odidejo v svoje garderobe, ko že rekviziterji poberejo rekvizite, ki ostanejo na odru, in medtem, ko begam po različnih garderobah, se ta prostor, v katerem smo ta hip, izprazni. Zaveso dvignejo in potem pridem skozi tista vrata in se postavim nekam v kakšen kot in se usedem na stol in poslušam. Tako se mi zdi, da ta tišina tega čudovitega prostora, ki ga ta hip napolnjujete vi, večina mojih prijateljev, znancev, sodelavcev, da ta prostor v tistem hipu, ko ga v tišini poslušam, na nek način zazveni, zavibrira. Tako imam občutek, da mi šepeta nek, ne bom rekel stavek, ker tisto, kar mi šepeta, se ne da povedati, ker ni beseda. Se najbrž ne da niti prav slišati, ker ni niti zvok, ampak je nekaj, neko brnenje, neka vibracija, nek občutek harmonije, nek stik s svetom. In za ta stik s svetom, za ta občutek enosti, ne enotnosti,
enosti s svetom, sem hvaležen vam. Sem hvaležen vam, ki ste mi pripravili to slavje, in sem hvaležen na nek način, bi lahko rekel, tudi sebi. Sebi zaradi tega, ker brez mene tega občutka ne bi bilo. Dovolite mi 2-3 besede. Pred 44 leti, ko je Mile Korun na tem istem odru režiral Kralja Lira, sem bil med srečnimi izbranci, tudi jaz, eden od vitezov, 12 nas je bilo tedaj. Mile Korun je režiral Staneta Severja, Majdo Potokar in Bore, koga? In vse druge. Se pravi, trenutno sem najstarejši v ansamblu in igral sem isto vlogo kot danes. Viteza s krvavim nožem. Hvala ti, Mile. Želim ti, da bi še dolgo časa hodil peš v dramo in zrežiral še čim več Shakespeareov. Še na mnoga leta.